Po koncu leta bo skoraj zagotovo več kot milijon žrtev, stroški za vse segmente družbe so pa skoraj nemerljivi. To je definitivno ena največjih takih medicinskih vsaj katastrof v zadnjih 100 letih. Torej, na našem odseku smo se že tam nekje okrog marca odločili, da moramo nekaj prispevati. Nekako bi rekel, da kot znanstveniki čutimo, da je naša dolžnost, da prispevamo, kar je v naših močeh, vsaj droben delec k temu, da se čim prej rešimo te nadloge. In torej smo se lotili več aktivnosti, v nekaterih bomo mogoče poročali v roku parih mesecev, tednov, torej od različnih testov za merjenje vezave inhibicije virusa do uporabe znanih zdravil, novih principov inhibicije, raziskave samega mehanizma in na koncu seveda priprave cepiva, o čemer bi želel spregovoriti danes. Mislim, da se vsi strokovnjaki, ali pa vsaj velika večina, strinjajo s tem, da je cepivo praktično edina pot, ki jo imamo na razpolago za izhod iz krize, ker cepivo lahko zaščiti pred boleznijo ali pa še bolje seveda pred okužbo in v bistvu lahko omeji širitev te pandemije, zato pa je seveda potrebno učinkovito, varno cepivo in visoka precepljenost prebivalca. V svetu se je veliko število raziskovalnih skupin lotilo tega problema, torej več kot 200 takšnih projektov je registriranih in precej od teh je že kar v precej visokih stopnjah razvoja. Torej, kot sem včeraj pogledal, je 9 cepiv trenutno v 3. fazi kliničnega testiranja. To pomeni, da testiramo učinkovitost in varnost cepiva.